Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Sežani, kjer se bo kmalu začela tretja tekma 25. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. Na stadionu Rajka Štolfa bomo spremljali primorski derbi. Pomerila se bosta domači Tabor in Koper. Nzengue se ponudil, Ristić lahko tudi strelja, strel Ristića, veliko težav za Golubovića, ampak enostavno pogoji ne dopuščajo drugačne igre. Tule Koderman, tole bi znalo biti nevarno, Koderman strelja, brani Golubović. Vešnar Tičić je prišel do žoge, iskal je potem Perisa. Guberac, poguman strel Guberca, gol! Kakšen gol, Ivica Guberac! Sjajno, fantastično Guberac, kakšen gol! In Koper vodi z 1-0. Tu je presenetil vse prisotne na stadionu, snel je pajčevino iz nasprotnega desnega zgornjega kota. Eden izmed najlepših golov v sezoni, gol pod prečko. To bo gol, ki bo konkuriral za... Ivica Guberac, 0-1. Koderman se danes ni najbolje znašel v tem sistemu, vsaj tako se zdi. Briški zdaj z dobro potezo, strel Briškega! Brani Golubović! Salkić je izvedel met iz avta, Džira je na mestu, tule je Kahim Peris za Kolija, tole bo nevarno, Koli skušal je preigrati Koprivca, še pretijo nogometaši Kopra, to da preživeli so tole nogometaši Tabora. Jasno, z odhodom Nemanića naprej zevajo luknje v obrambi Tabora, Nemanić zdaj za Stančića, Stančić na levo, tu je Monjac, tudi Koderman se vključuje više, Vid Koderman prihaja do žoge, tole priložnost Stančić in gol! Gol za Tabor, Dino Stančić, prekinil je strelski post, 7. gol Stančića v tej sezoni. Pod rezilom giljotine so živeli nogometaši Tabora, Koper je imel nekaj zlatih priložnosti v prejšnji akciji pred vrati, na to pa krasen protinapad, Stančić se je podpisal pod gol, tule pa je Dušan Kosić, ki bo ubežal porazu. Tabor bo vknjižil novo točko na drugi zaporedni tekmi. Dušan Kosić, infarktna končnica, kako ste videli zaključek, kako ste ga doživeli? Ko bi sanjal, v bistvu. Čakaš, doskrat se nam je takole zalomil, danes je pa pasal kot budali klofutal, kako bi rekel po slovensko. V tem drugem polčasu ste bili precej podjetnejši, udarno ste krenili v ta drugi polčas, ste vse skozi verjeli, da lahko na kolena spravite Koper. Pa ja, želeli smo si zmage v prvi vrsti, ampak nogomet je čudo in zgodilo se je to, kar se nam je že nekajkrat zgodilo. Na koncu smo do konca vztrajali in bili poplačani za to. Bo ta zaključek pozitivno vplival na vaše nadaljevanje v prvenstvu? Bo že zdaj paše, tako da fantje se ne znajo več niti veseliti, ker se nam je v tej sezoni dostikrat zalomilo. Čeprav si niso zaslužili danes, evo, ta točka je zlata vredna, pravzaprav bo vsaka do konca in gremo z neko drugo energijo. Ravno to smo rabili, da nas mogoče malo ponese, da ne bo vse tako na trdo, kot je bilo do zdaj. Najlepša hvala. Zoran Zeljković, že ste tipali nekako 3 točke, kaj se je potem zalomilo? Mislim, da smo imeli veliko situacij, da zaključimo tekmo, da pametno čuvamo rezultat. Nažalost smo izpadali zelo naivni.
in če bomo kaj hoteli, se bomo mogli kaj iz te situacije naučiti. Najlepša hvala. Dino, dosegli ste gol za izenačenje, kako ste podoživeli vse skupaj? Ja, sigurno, v 93. 94. je lepo zadet. Mislim, da smo si zaslužili ta gol že kaj prej, no. Mislim, da smo v drugi polčas stopili super v igro. Žal nas je ta koprski gol malo presenetil. Dosti več smo si zaslužili danes, ampak mislim, da za psihološkega vidika na koncu, v zadnji minuti gol dati, mislim, da bo nam to dalo neko spodbudo za naprej. Najlepša hvala. Dosegli ste enega izmed najlepših zadetkov v sezoni, ampak na koncu verjetno zaradi samega zaključka in zaradi načina, kako ste zapravili zmago, niste zadovoljni. Seveda nisem. Gol sploh ni pomemben. Bolj me boli to, da tekmo dobljeno, izgubiš tako pike na tak način, na koncu praktično v zadnjih sekundah dobiš iz kontra gol, to si ne smemo dovoliti. Res mi je zelo žal, kajti nekako smo garali po tem težkem vremenu, težek teren, pihalo je, mislim, vedeli smo, da bo tu nekaj odločilo, verjetno kakšen korner, kakšen strel zdaleč, to nam je uspelo, ampak na koncu dobili prepoceni zadetek in res moramo žalovati za temi pikami danes. Najlepša hvala.